In questi casi dove c'è una aggressione ingiusta, V teh primerih, kjer pride do nepravičnega napada, lahko samo rečem, da je upravičeno ustaviti nepravičnega napadalca. Poudarjam besedo ustaviti. Ne govorim o bombardiranju ali vojskovanju. Spomnimo se, kolikokrat so se pod izgovorom, da bodo ustavile nepravičnega napadalca, sile polastile narodov in so naredile pravo osvajalsko vojno. Treba je pretehtati sredstva, s katerimi je mogoče ustaviti napadalca. To pa je, po besedah papeža Frančiška, naloga Združenih narodov, saj ena sama država tega ne more presoditi. Papež Frančišek je na povratnem letu Seul-Rim, ko se je vračal iz svojega 3. mednarodnega potovanja, odgovoril na 16 vprašanj novinarjev, od potovanja v Južno Korejo do najbolj zaskrbljujočih razmer na mednarodnih prizoriščih. Potem, ko je spregovoril o dramatičnih razmerah v Iraku, kamor bi bil papež pripravljen tudi sam iti, se je pozornost preusmerila na Bližnji vzhod. Dim bomb danes pušča malo prostora za upanje, za mir med Izraelci in Palestinci, vendar pa je papež Frančišek prepričan, da so vrata dialoga odprta, treba je le prestopiti prag. Obsodil je mučenje v sodnih procesih strani tajne službe. Sveti oče je spregovoril še o svoji želji, da bi obiskal Kitajsko, pa tudi o svojih naslednjih mednarodnih potovanjih. Gotov je postanek v Filadelfiji ob svetovnem srečanju družin, temu pa bi se lahko pridružil še New York in Washington. Možen je tudi obisk Mehike in Španije. Papež je razkril tudi nekaj podrobnosti življenja v domu Svete Marte, spregovoril o dopustu, ki zanj pomeni drugačen ritem življenja z več branja, več počitka in glasbe. O Benediktu XVI. Pa je dejal, da je odprl vrata osebnosti zaslužnega papeža. To je po njegovih besedah postalo institucionalizirano in ne več samo izjema.